Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Čas je za drugo epizodo Sportklubovega podcasta. Znova seveda glavna tema nogomet. Za nogometne romantike zelo poseben teden. Letos sicer ne na Valentinovo, kot je bilo v navadi v preteklih letih. Tina mi tukaj že namenja lepe poglede. Zdravo, Tine, kako si razpoložen? Razpoložen, zelo zaljubljeno. Zaljubljeno? Ja. V okroglo usnje? Če se le da, ne, ampak ja. Osmina finala Lige prvakov je pred nami in sam bi kar takoj dejal, da zares fantastičen žreb, mora biti celo najboljši v zadnjih letih, kar se tiče nekaterih parov. Čaka nas ogromno napetih tekem, pa tudi kar nekaj že velikanov se bo pomerilo med sabo takoj. Je kateri par mogoče takšen, ki bi ga ti takoj izpostavil? Da je po mojem okusu, ja, verjetno lahko izpostavimo par Real Madrid-Manchester City. To je sigurno tekma, ki bo nekako lomila sezono. Verjetno kar pri obeh klubih, še posebej to velja za City. Sicer so pa vsi pari, nekako bi rekel, relativno odprti, tudi te ekipe, ki so morda presenetljivo napredovale kot prve, kot recimo Valencia, so dobile nasprotnike ne iz tega najvišjega kakovostnega razreda. Tako da težko imamo v kateremkoli paru nekega zelo jasnega favorita, čeprav lahko recimo govorimo o Barceloni proti Napoliju in eventualno Bayern mogoče proti Chelseaju, Juve, Lyon, ampak vseeno to niso tekme, na kateri bi govorilo 80-20 možnostih v odstotkih. Jaz bi verjetno zbral najprej Borussijo PSG, ampak glede na dogajanje z Cityjem in to kaznijo, mislim, da je to zdaj najbolj zanimiv par. Še posebej glede na to, da City, čeprav se po moje bodo pritožili in bodo tudi uspeli, vsaj tako napovedujejo otoški mediji, bo zdaj še bolj osredotočen na to, da uspe. Ja, zagotovo lahko govoriva tukaj tudi o temu elementu Guardiole, zapravo nekega trenerja, človeka naklonjenega katalonski samostojnosti, ki bo vodil klub proti madridskemu Realu, zgodovinsko povezanega z Barcelono in tako naprej. Imamo seveda tudi ta kontrast Reala, najuspešnejšega evropskega kluba vseh časov, Cityja, ki ima tendence, da bi naredil tudi neke korake v Evropi in se s tem nekako zgodovinsko umestil. Pa ogromno smole ima seveda tudi City v zadnjih letih v Ligi prvakov, še posebej lani proti Tottenhamu. Ja, pa tudi leto prej proti Liverpoolu. Varne mara Guardiole. Ja, eno leto prej spad proti Monaku na zelo bizaren način, ampak to so nekatere stvari, ki se Guardioli zdaj dogajajo že skoraj desetletje, tako da bomo počasi nehali govoriti o smoli, ampak o nekih stvareh, ki, kot kaže, imajo določen vzrok nekje. Ja, tudi PSG ima nekak prizvok baksuza, če smemo uporabiti ta izraz, in greva kar po vrsti, po parih. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, zanimiv par, še posebej glede na to, da lahko seveda pričakujemo ogromno zadetkov, saj glede na to, kako Borussia deluje letos, v obrambi niso ne vem kako čvrsti, v napadu pa imajo tekmo, ko lahko dosežejo 5 golov ali pa nič. Paris Saint-Germain pa na drugi strani seveda zelo močen, predvsem v napadu. Kaj ti napoveduješ? Jaz mislim, da bo Paris vseeno premočen za Borussijo. Ja, iz vidika nekega spektakularnega nogometa, mislim, da je to mogoče celo res najbolj zanimiv part, kot si rekel. Ja, Paris Saint-Germain ima neko to specifiko, ene prva stvar seveda te lige, ki ga nekako limitira, pa drugo ekipe, ki nekako ni zgrajena v osnovi po neki nogometni logiki, ampak je vsaj v nekem grobem pogledu ima mogoče celo preveč nekih dominantnih igralcev. Thomas Tuchel to poskuša zdaj na nek način na specifičnem taktičnem nivoju reševati in neko glavno vprašanje, kako bo to delovalo proti ekipi kot je Dortmund, ker recimo, če imaš ti istočasno te 4 tako dominantne napadalno usmerjene igralce, kot so Neymar, Mbappé, Icardi in Di Maria na igrišču, potem je jasno, da ti trpi obramba na nek način. In zdaj vprašanje je samo, tukaj se lahko sprašujemo, katera obramba bo na slabšem nivoju oziroma bo imela več problemov z nasprotnim napadom. Saj tako nekako gledamo v osnovi, je pa res, da velikokrat nekaj napovedujemo, pa se potem obrne čisto drugače. Ne? Ja, mogoče bo kdo šel pragmatično v to tekmo. Ja, čeprav glede na sestave ekipe je praktično to nemogoče pričakovati, tako da zgleda nas čaka neki
nekaj zelo zanimivega, bomo pa videli, v kakšno smer se bo to obrnilo. Pa najverjetneje tudi navezanost Tuchla na Dortmund. Tudi Ja, zdaj že prav, še ta- malo negativnem prizvoku, Ja, seveda, še- glede na konec zgodbe. Ja, še ta pod zgodbama še tega, tako da ja, jasno je, da bo tukaj Zanga v čustvenem smislu in na nekem motivacijskem smislu zagotovo tudi neke vrste posebna tekma. Neymar bo igral končno v osmini finala. Zaenkrat kaže, da ne, ampak je pa Sestra že odpira pivo. Ja, Neymar ima neke težave s poškodbami zdaj že nekaj časa. Je pa res, da v bistvu kdorkoli iz teh 4 igralcev, ki sem jih prej naštel, pri Paris Saint-Germainu manjka, to potem dovoljuje Tuchlu, da recimo tudi spreminja igralni sistem, kar je morda na teh težkih evropskih tekmah celo bolj primerno. Ali pa pač v nasprotnem primeru, če bi recimo šlo samo za odsotnost Neymarja in da bi hotel isto ohraniti ta postavitev 4-4-2, ki jo porablja v zadnjem času, lahko daš seveda tudi Mbappeja na krilo in Cavanja eventualno v napad, čeprav gre seveda za profilno zelo nesorodne igralce. Ne? Ja, mislim, da sva dovolj razpredala o tem paru, jaz torej rečem Paris Saint-Germain, pa ti? Bom se strinjal. Boš se strinjal, pa na Sport Klub 1, jasno, Jasno. 18. februarja. Atletico Madrid-Liverpool, tudi 18. februarja, reci torej branijo naslov, Atletico pa glede na to, kako je izpeljal priprave, glede na vse okrepitve, razočaranje te sezone, zdi se, da je Simeone prvič res pod tistim silovitim pritiskom pri Colchonerosih in nekako ne vidim ne kvalitete, pa ne forme trenutno, da bi zaustavili ekipo Jurgena Kloppa, ki še vedno leti. Verjetno, če bi se pogovarjala o tem paru kakšno leto, dve nazaj, bi si mislila, da je Atletico mogoče celo najbolj primeren tekmec, da izloči Liverpool. Ta trenutni Atletico nam zagotovo ne daje takega strahu spoštovanja, kot ga je dejal še pred kratkim. Jasno, mora priti do te menjave generacije, ki pa se je precej zamenjala in lahko rečemo, da na nek način se še ni zgodil nek klik v tem moštvu, ali se bo dolgoročno, je vprašanje, vendarle je skozi celotno to obdobje Simeoneja večinoma je bilo veliko bremena na istih igralcih, ki so bili tukaj skoraj da praktično od začetka zgodbe. Veliko igralcev kot Halo se je vračalo in tako naprej. Pa vsi so znali sprejeti to vlogo, da so se podredili ekipi. Ti zdaj novinci, pa ne vem, če so vsi sposobni na ta način igrati. Ja, vedno se lahko seveda to pri zelo specifični igri atletike sprašujemo, vendarle so bili tudi ti glavni igralci v preteklosti že po neki naravi, karakterju, neki strašni bojevniki. Bomo videli, velikokrat se pač pogovarjamo o Mourinju kot trenerju, ki ga je mogoče po nekaterih mnenjih povozil čas. Mogoče bomo mogli tudi v smislu Simeoneja razmišljati v tem smislu. Je pa res, da je vedno treba reči to, kar je Simeone tudi poudarja, da v nogometu do zmage vedno vodijo različne poti in zagotovo je treba to, kar je Atletico počel v zadnjih letih, maksimalno spoštovati. Je pa res, da verjetno v tem trenutku v Atletiku ne vidimo ekipe, ki bi lahko Liverpool pač resno grozila na 2 tekmah. Mogoče na tekmi, če bi govorila, da je to finale na 90 minut, na 2 pa v tem trenutku, kakršen je Liverpool, težko. Pa težko si je predstavljati, da Liverpool v gosteh na prvi tekmi ne bi dosegel gola. To pa bi potem tudi že bila velika prednost. Tako, in Liverpool ima tudi neko noro serijo zdaj v ligi, da je na zadnjih 10 tekmah kar 9krat ni dobil gola. Atletico bo definitivno mogel dati gol in ima že sam s tem probleme. Pa še osrčje obrambe nima takšne hitrosti. Ne? Tudi to se nekako kar samo ponuja navzven. Ja, nekako vse je, bomo videli, mogoče pa Jan Oblak imel 2 čudežni tekmi in se bo tukaj zadeva lomila. Težko. Pa se mi dva opravičiva pred četrtfinalom. Tako. In tle mislim, da se bo oba strinjala, da je Liverpool pač po najnem mnenju verjetno tisti, ki napreduje. Ne? Ja, se strinjam. Greva naprej, Atalanta, Valencia, zdaj smo že na srednjih tekmah. Za slovenske ljubitelje je seveda to posebno zaradi Josipa Iličiča, pa tudi nekako mora biti najbolj odprt par, če pogledamo vse preostale. Valencia, tako kot si rekel že na začetku,
prvo mesto nadgradila tudi s tem žrebom, kajti lahko bi dobila zelo bolj neugodne oziroma bolj neugodnega nasprotnika. Tako pa Atalanta, ki pa je prav tako nekako ekipa navdiha. V zadnjih tednih v tem letu 2020 so velikokrat zablesteli, tudi Iličić pa je igral v življenjski formi in mislim, da to mogoče celo zanj zadnja, pa tudi edina priložnost, da zaigra v četrtfinalu Lige prvakov. Zanimivo pri tem paru je tudi to, da verjetno Atalanta bi si težko želela boljšega nasprotnika kot drugovrščena ekipa v skupini. Tudi obe ekipi nekako skozi, če govorijo samo o sezoni Lige prvakov, dolg časa ni kazalo, da bosta sploh napredovali, še posebej Atalanta, ki je po tistem debaklu v Zagrebu na začetku. Tako. Valencia se je praktično izvlekla na gostovanju pri Ajaxu v zadnjem krogu, česar praktično noben ni pričakoval, tudi z desetkana, kar se poškodb tiče. Če bi gledali samo formo skozi celotno sezono, Valencia ima ogromno nekih problemov, vzponov, padcev levo, desno, vmes se je že stabilizirala, pa zdaj spet nekako igra po nekem sistemu toplo-hladno. Atalanta, kar se ligaške forme tiče, je bistveno bolj stabilna, najbolj učinkovita ekipa v Italiji, ogromno golov dosega. Je pa res, da je morda ravno to taka ekipa, proti kateri nekakšno moštvo kot je Valencia, ki vendarle ima nek, bomo rekli, tradicionalni pragmatizem. Ja, tisti 4-4-2 postavitev. Tako, ki velja že kar nekaj časa in trenerji, ki so si več ali manj nekako podobni po svoji filozofiji igre. Tako da verjetno za Valencijo Atalanta v tem smislu nekega svojega bolj romantičnega pristopa k nogometu, ekstremno napadalna ekipa, verjetno odgovarja bolj kot nekdo, ki bi se recimo podobno kot Valencia tazga para lotil. Pa tudi izkušenj nima Atalanta kot sam klub. Valencia jih vseeno ima veliko več evropskega pedigreja, tako se strinjam. Vseeno zame bom rekel Valencia. Jaz pa bom rekel Atalanta že zaradi Iličića. Dobro. Pa da se malo... Da nisva se skozi strinjala. Greva naprej, še en zelo zanimiv trenerski par oziroma trenerski dvoboj nas čaka v sredo in prav tako na Sportklubu 1 Tottenham Leipzig. Mourinho, Nagelsmann. Spektakularno bi lahko rekli. Rekel si prej, da je morebiti Simeone tudi že zastarel, tako kot pravimo za Mourinha, in zdaj prihaja tekma z zagovornikom modernega, nekega novega nogometa. Nagelsmann je pravi guru, kar se tiče taktike. Je Leipzig že pripravljen na takšne izzive? Ker se mi vseeno zdi, da je Tottenham z Mourinhom lahko zelo, zelo neugoden tekmec. Ne glede na to, da imajo zares velike težave v obrambi, kar za Mourinha ni značilno. Težave, ja, tudi zaradi igranja na različnih frontah. Jaz bi rekel, da Leipzig je definitivno pripravljen na neko, morda biti celo neko presenečenje sezone. Vidimo v ligi, da nekako je vzpostavil neko konstantno, da je v boju za naslov prvaka, da je odigral z Bayernom 0 na Allianz Areni prejšnji vikend. Pa imel tudi nekaj priložnosti. Werner je mogoče celo zatajil na velikem. Ja, Werner nasploh v zadnjem času mogoče malo šepa, kar se forme tiče. Ja, srečanje dveh različnih trenerskih generacij, dveh različnih trenerskih pristopov. Vprašanje. Tottenham je sicer na nekaterih zadnjih derbi tekmah v Angliji pokazal, da lahko na eni tekmi, recimo tudi proti Manchester Cityju, odigra tekmo na zmago, se pravi tekmo, na kateri je manj pomemben vtis, kar so nekako mogoče tekme v preteklosti, ki so imele najbolj Mourinhov podpis, bile ravno v Evropi, Inter proti Barceloni pred leti in podobne zgodbe. Je pa res, da tudi Mourinhovih evropskih uspehov, vsaj kar se tiče Lige prvakov, vemo, da je osvojil Ligo Evropa z Manchester Unitedom, ampak kar se tiče Lige prvakov v zadnjih letih ga ne vidimo več v zaključnih bojih in tole je zanj nekakšen nov izziv glede na nalet Leipziga, na to Leipzigovo neustrašnost, napadalnost, bi mogoče dal celo nekaj malega prednosti Nemcom. Jaz pa vseeno mislim, da bo Mourinho nekako šel skozi šivankino uho, pa da vidimo. Je pa vseeno težava pri Tottenhamu, da nimajo prave špice. To sva že ugotavljala v tistem prejšnjem podcastu za prestopni rok in mislim, da se bo tu zelo poznalo, še posebej glede na vse fronte, kjer igrajo. Sigurno, pa verjetno je tudi... Je pa res, da bo mogoče Mourinho to izkoristil še zato, da bo še dodatno ukrepi. Odigral še bolj obrambno. Morebiti celo priložnost, da na prvi tekmi nič se zna zgoditi, če Leipzigu ne bi steklo v napadu.
Ja, pa nič doma v Evropi, vemo, da ni slabo izhodišče za domačina. Mourinho izid je tako na prvi tekmi. Tako da verjetno že imamo cilj A. Midva pa so v drugem tednu, hitro gremo. In 25. februar 2020, se kaj zmotiš in še napišeš 2019 na kakšnem dokumentu? Chelsea Bayern, to je ponovitev finala 2012, spopad dveh velikanov, rekla sva, da jih je kar nekaj v tej osmini finala in zanimivo bo videti, Bayern je v vzponu v tem drugem delu sezone, z Leipzigom je odigral neodločeno, tako kot si dejal, Chelsea pa je v majhnem padcu, pa tudi ni bilo okrepitev, ki so se morebiti nekako napovedovali. Ziyech bi prišel zdaj še kako prav. Napovedanje seveda za junij, ampak Ajax ga ni želel izgubiti že sredi te sezone. Ampak mislim, da je Chelsea vseeno dovolj kvaliteten, če bi bila dnevna forma na nivoju, da Bavarcem dela težave. Še posebej poletnost v napadu. Zelo zanimivo, ker si omenil to finale 2012, to bo povsem drugačna tekma, kot je bil tisti finale, ki je Chelsea skoraj da ni prišel čez polovico. Zdaj ta Chelsea čez drugo. Ja, seveda, ampak vseeno, gre za par, kjer se bosta morda tekmeca celo najbolj nekako hrabro lotila drugega z nekim napadalnim pristopom, glede na to, na kakšen način igrata stalno. Chelsea je neka povsem nova, drugačna ekipa, kot je bil v preteklosti. Kar se tiče tega pomanjkanja okrepitev, jaz moram reči, da me pri Chelsea to niti ne moti, da je sicer bilo jasno izražena potreba po tem, da bi krepili vse, ampak kot kaže, vendarle niso našli tiste optimalne kombinacije. Se to jaz rečem, da je prava pot drugače. Če nimaš tistega pravega igralca na voljo, zakaj bi pripeljal nekoga, da odžira minute nadarjenim igralcem? Morebiti je težava samo nekonstantnost pri teh mladičih. Ja, mislim, sej vidiš, Chelsea ima take najbolj klasične simptome. Preveč golov dobiva in jih premalo daje. In to nekako nam daje... Ampak je to težava mladosti ali Lamparda? Ker Lampard je imel tudi pri Darbiju te težave. Ja, mislim, verjetno kombinacija oboje. Mladosti in ekipe in trenerja, sigurno. Tudi pač napad je zelo odvisen od Temija Abrahama, ki praktično, ne bomo rekli, igra prvo sezono v Premier Ligi, ker jo ne, ampak dejansko v tako velikem klubu taka odgovornost na tako mladega igralca, da so vsi praktično goli odvisni od njega, je hudo breme. Veliko rotacij v obrambi, ali s postavitvijo s 3 zadaj, 4 zadaj, ali pa celo različni štoperski pari med seboj. To seveda odžira neko določeno konstantnost pri Chelseaju, ampak vseeno, prva tekma doma, lahko Chelsea relativno sproščeno igra, vendarle je nekako bila ta sezona smatrana kot neka prehodna in praktično glede na to, da mislim, da vendarle Chelseaju v tem trenutku glavna preokupacija liga, se pravi zadržati mesto med prvimi 4, je tukaj vse, kar se nekako zgodi, bonus. Mislim, da vendarle je splošna percepcija v evropskem nogometu, da je Bayern tle precejšen favorit. Ja, pa tudi prednost domače tekme na povratnem obračunu je nekaj, kar jim daje malo prednosti, pa vseeno, če bi po moje vprašali navijače Chelsea, bi bili do zdajšnjim potekom sezone več kot zadovoljni, če bi jih to vprašali pred sezono, pa bi takoj podpisali za takšne dosežke. Se strinjam, ja. Greva naprej, Napoli-Barcelona, še en zanimiv par, tudi to na 25. februarja. Dvoboj dveh novih trenerjev pri klubih, Gattuso in Setien. Barca ni tako prepričljiva, kot bi si navijači želeli, ampak tu mislim vseeno, da ima preveč kvalitete, ampak ima pa težave s poškodbami Setien, ki se jih zanimivo loteva, tudi proti Getafeju, nekaj zanimivih izbrancev na klopi. Misliš, da lahko Barca pripelje Ligo prvakov domov, kot je Messi napovedal že v prejšnji sezoni na Camp Nou, v tistem znamenitem govoru? Jaz mislim, da bo to zelo težko. Ja, mislim, da ne, ker je mislim, da ekipa nima, ne bi rekel, da nima kvalitete take, da ne bi mogla tega narediti, je pa nekako deluje v nekih stvarih preveč enodimenzionalno za moj okus, da se mi ne zdi, da proti nekaterim bolj... Ko je težko, pa če Messi ne naredi svojega, potem
Ja, Jeremy hitro je pa dovolj. tudi res, da sem recimo zadnjič bral neke zanimive primerjave, da je tudi Mesijev doprinos v smislu ekipne igre, v smislu presinga v povprečju drastično padel od začetkov pač njegove kariere pri Guardioli, ki vemo, da Guardiola pač, kar se tega tiče, ni debate, ni popuščanja, vsi morajo ta svoj obrambni del oddelati in da je Messi pač tudi v zadnjih letih nekako spremenil svojo igro, kjer bistveno manj sodeluje mogoče v tem umazanem delu na igrišču. Seveda govorimo o specifičnem igralcu, ki ima nadnaravne stvari, kar se tiče reševanja tekem, ampak seveda neke take stvari te potem na teh največjih tekmah zagotovo lahko nekako bremzajo in tepejo, saj takšno je moje videnje. Ne sicer proti Napoliju, mislim, da Napoli je v tako težki situaciji letos, v takšni krizi, ne samo kar se tiče tega, specifična situacija, že zaradi potez predsednika. Jaz mislim, da bi si to tekmo Ancelotti bolj zaslužil kot pa Gattuso. Dobro, ja, to je to sploh verjetno bi se lahko tukaj marsikaj drugače naredilo. Ne vemo, kaj se dogaja tudi čisto v ozadju, ampak jasno je, da je ta sezona pri Napoliju nekako smatrana kot sezona, ki se žrtvuje za to, da se bo ekipa v naslednji sezoni verjetno bistveno spremenila. Tudi Gattuso mislim, da je neka začasna rešitev. Po domače je to zavožena sezona. Tako da mislim, da Napoli v takšnem stanju res je, da zdaj igrajo boljše. Zdaj so nekaj... Ja, tudi ta zmaga proti Interju, recimo v polfinalu italijanskega pokala je mogoče ampak Napoli vedno v tej sezoni nekako deluje po principu, da naredi korak naprej pa dva nazaj. Tako da mislim, da neke konstantnosti do konca sezone ne bo našel in glede na njegovo pozicijo v ligi, ker se giblje okoli 10. mesta, mislim, da je tole tudi, da sta ti dve tekmi za nekaj časa njegovi zadnji v Ligi prvakov. Ja, midva pa sva pri paru, ki si ga ti najbolj izpostavil. Real Madrid, Manchester City. Zizou in Pep. Ja, zelo intriganten par, nekako za Manchester City iz smisla nekega statementa, bom rekel. Ravno na to sem včeraj na Skyju gledal prispevek, da bi bilo najbolj zanimivo, da bi City osvojil Ligo prvakov in da bi mu potem tisti, ki so mu dali kazen, predali pokal. Ja, zdaj smo s to kaznijo. To bi bilo bizarno. S to kaznijo smo dobili 100 nekih dodatnih podzgodb. Tudi v tem paru. Za City mislim, da te tekme, dobro 26.2., to je še 10 dni, ampak prahajajo v katastrofalnem trenutku. Tole, kar se je zdaj zgodilo s to kaznijo, seveda psihološko vpliva na celoten klub, na ekipo, na trenerski štab in tako naprej, kakor bojo vsi rekli, da ne. Ampak če kazen obstane, bo Aguero očitno do 40. leta igral za City, ne? Glede na to, da je rekel, da ostane, dokler ne osvoji Lige prvakov. Ja, dobro, to se veš, da je veliko teh sladkih besed v športu nasploh. Tako da ja, za Manchester City praktično... Pa tudi gnečo imajo, ne? To, ko si razlagal, slab moment. Ja, mislim, tudi kar se neke forme tiče, kar se tiče nekih odsotnih igralcev, kar se tiče tega, da City že nekaj časa praktično v ligi ne počne več ničesar, na nek način zdaj brani drugo mesto, kar je zelo bizarna situacija. Ima seveda finale ligaškega pokala, še vedno živ v FA pokalu, ampak mislim, da je tole tekma, ki mu nekako rešuje sezono. Misliš, da lahko Pep dobi odpoved? Ne, jaz bi rekel, da ne. Sam je rekel, na zadnji novinarski je rekel, da zakaj me ne bi odpustili, če bi izpadli. Seveda, sam je vedno... Dvomim, da bi njega oni odpustili, ker če gre Pep, potem je naslednji dan cela akademija prazna dejansko, ker je pripeljal skoraj vse svoje. Mislim, ja, pripeljala je nekako organizacija celotna. Ja. Jaz mislim, da City tudi v trenutnem stanju bi tudi brez Pepa seveda preživel dolgoročno. Mislim pa, da bo bolj obratno, da bo bolj seveda klub želel njega prepričati, da karkoli že s to kaznijo bo. Zaenkrat se moramo pogovarjati pač kot da je. Čeprav se bo, kot si rekel, City absolutno pritožil in bomo videli, kam bo zdaj to pripeljalo. Ampak mislim, da bo za City pač ključnega pomena to, kakorkoli se bo zadeva že odvijala naprej, da pač Guardiolo poskuša zadržati. Guardiola ima za naslednjo sezono še sklenjeno pogodbo, tako da kar se tega tiče, to ne bi smelo biti nekako sporno. Je pa res, da že v zadnjih letih, če pač poslušamo Guardiolo, je veliko tega nekako jamranja, bom po domače rekel, glede tega, kako City ne more tekmovati, kar se tiče denarja na tržišču. Mnogim se seveda to zdi bizarno, ampak
Gre seveda za te restrikcije finančnega fair playa, ki so zdaj tudi pripeljale do te Cityjeve kazni. Ja, njihovi sponzorji niso tako radodarni kot sponzorji preostalim največjim angleškim klubom. Ja, njihovi sponzorji so ekstremno radodarni, to je problem te kazni. Nerealno radodarni. Ampak, ja, seveda. Nisem govoril o fiktivnih sponzorjih, ampak o tistih realnih. Ja, zanimivo bo, kaj bo to. V vsakem primeru, zdaj so zašla iz para, ampak v vsakem primeru, če karkoli se bo že zgodilo s temi pritožbami Cityja in kaj bo z njimi dosegel, bo definitivno bil še pod drugačnim drobnogledom in bo definitivno se mogel tudi v prihodnje, tudi če ta kazen ne bo tako drakonska, kot se zdi v tem trenutku, bo definitivno prinesla neke poteze in posledice na Cityjevo poslovanje, kjer bo moralo biti bistveno bolj previdno že zaradi te grožnje, te kazni, tudi če na koncu tudi če bo samo en prestopni rok ali pa samo sezona brez Evrope. Prestopni rok ne more biti, ker prestopni rok je vezan na registracije igralcev, so vezane na FIFA, to so kazni FIFA, to so kazni UEFA. UEFA ne vpliva na registracije igralcev, vpliva pa seveda na tekmovanja, ki jih organizira, in to je pač izločanje iz Evrope. In zdaj, če dokončam to, City se bo definitivno pač pritožil na to mednarodno arbitražno sodišče v športu, nad CAS, in bomo videli zdaj, kako hitro lahko CAS odloča. Seveda to so nekateri, recimo temu, urgentni, primarni primeri in bo definitivno ta primer lahko šel naprej. Pa tudi najboljše angleške odvetnike oziroma najboljše odvetnike v svetu športa imajo na svoji strani, pa zelo samozavestni so, kar sem jaz sam prebiral. Naj bi bili prepričani, da ne bo prišlo do te kazni, predvsem zato, ker gre kazen predvsem iz teh shackanih e-mailov. In to dvomim, da bo na sodišču obstalo, ampak zdaj so pa res že šla v vesolje s tem. Bomo videli, kaj bo s kaznijo. Zaenkrat se pač moramo pogovarjati o tem, kot da City naslednji 2 leti v Evropi ne bo. Na drugi strani pa Real. Na drugi strani pa Real. Velemojster Zizou, kar se tiče osvajanja Lige prvakov. Ja, je zanimiva situacija pri Realu letos, da je bistveno bolj usmerjen v ligo, da tudi Zidane tega ne skriva. Vse navijačem mislim, da je to všeč. Ja, to je podobno kot pri Liverpoolu. Premier Liga ima neko večjo težo kot Liga prvakov. Še posebej, če govorijo o Realu, ki ima toliko teh kant Lige prvakov, ampak v zadnjih 10 letih La Lige pa ne dobi, pa da se ubije. Tako, in nekako se lahko pogovarjamo, seveda, da je Liga večji dokaz konstantnosti in kvalitete ekipe skozi sezono kot Liga prvakov, ki je dejansko seveda ekstremen dosežek, že osvojiš, ampak je vendarle tekmovanje na izločanje. Je pa še žreb, vse drugo vpliva. Tako da, če gledamo zadnja leta, so itak redko osvajali prvaki. Liverpool lani ni bil prvak, Real, ki je bil prej 100-krat prvak, je tudi redko prvak v Španiji, tako da gre seveda za zelo specifično tekmovanje, v katerem je Real seveda zgodovinsko zelo uspešen, ima ekipo, ki jo na 2 tekmi zelo težko izločaš, ker ima nenormalno kvaliteto. Pa tudi zelo dobro igrajo pragmatično. Znajo igrati na nulo. Tako, v tej sezoni mislim, da so se glede na katastrofalno pripravljeno obdobje in začetek sezone je to zdaj čist drug Real in iz tega vidika za Real ta tekma prihaja v idealnem trenutku, za City pa v katastrofalnem. Tako da tle ampak jaz bi rekel, da bo šel City naprej. Jaz pa da ne. Roka. Morala priznati, da sem malo umetno ustvarila to, da se ne strinjava, ampak tle bi res rekel, derbi z upam poraze. Zdaj pa greva še k zadnjemu paru, Olimpik Lyon, Juventus. Mislim, da tukaj pa je vse jasno. Najmanj odprt par. Ja, mogoče res. Juve z Ronaldom enostavno, mislim, da zadnja sezona priložnosti, da v tej zasedbi nekaj naredi v Ligi prvakov. Juve zgrajen nekako z Ronaldom za napadanje Lige prvakov, moram reči, da sicer. Ampak kar umetno zgrajen. Še posebej to, kar gledam Juventus, me ne prepričajo. V tej sezoni zelo neprepričljiv. Sarri mislim, da ni prava izbira za staro damo. Ja, že od začetka se je zdelo, da je to nekako bila zadeva izpeljana na silo. Vemo, kaj Juve pač hoče s to potezo narediti. Allegri ima pač neko svojo specifiko, ni trener, ki bi ponudil neko spektakularno igro, kar na ta nivo so hoteli pri Juventusu stopati. Vemo, da so se dogajale marsikakšne medijske kombinacije s Pepom Guardiolo, a je bilo res kaj v ozadju tega. Zdaj še z Guardiolo in Messijem in tako da Juve teži k temu, seveda, da bi imel tudi neko bolj spektakularno podobo na igrišču, ne zgolj tega golega pragmatizma, osvajanja lovorik pa dobrih rezultatov. Samo takoj so dobili ponoso. Kakor so se tega lotili na drug način, je odprta tudi serija A z Interem zadaj. Kjer pa je Conte, mojster pragmatike iz
Ja, in rezultata. Je pa res, da na tej poti, če se odločiš za njo, moraš ustrajati. Ne? In zdaj, če se Juve to misli iti, potem bo pač mogel tudi trenersko tako zbirati v prihodnje. Nekako se zdi, da verjetno Sarri izven te sezone, vprašanje, če bo še obstal na klopi, še posebej, seveda, če se zadeva zakomplicira v ligi do tega trenutka, da Juve ne bi bil prvak po letih. Jaz mislim, da če bo serija slabih rezultatov, da vprašanje, če bo četrtfinale dočakal. Tako, je pa tudi res, da je seveda to, če se pogovarjamo o najbolj odprtem paru, lahko nek zelo jasen bananin olupek. Tukaj ti spodrsne. Je konec. Ja, in si zaključil. Tako da za Sarrija verjetno zelo, zelo pomemben par. Lyon absolutno neobremenjen, lahko rečemo sicer po neki kvaliteti, da težko, da bi lahko pariral, ampak vemo, da imamo seveda, da se pač vse tekme ne bojo išle po tem sistemu, da bo pričakovan favorit napredoval. Res, da seveda vseh parih absolutnega favorita ni, ampak nekje se vedno zgodi neko presenečenje, neka ekipa, ki prodre nekam, kjer je nismo pričakovali in zagotovo se bo eno od teh parov zazibal v to smer, ki jo je nemogoče predvideti v tem trenutku. Ja, mogoče res celo tudi ta par, ampak ne vem vseeno. Mislim, da imajo Juventus preveč kvalitete, pa tudi širina kadra je. Ja, je pa res, da... Ampak tudi odvisno, kako bo Sarri postavil samo taktiko. Če bo Dybala prvi postavi, če bo Higuaín prvi postavi, to zelo spremeni igro Juventusa. Zadnjič sem slišal neko zanimivo opis trenutnega Juventusa, da to ni več Allegrijeva ekipa, ampak tudi ni še Sarrijeva ekipa. Tako da Juve je izgubljen v nekem čudnem medprostoru. Izgubljen med pragmatiko in igrivostjo. Pa sami ne vejo, včasih, ko sem jih delal letos, grejo v napad, pa se kar zaustavijo, ko imajo prostor. Pa včasih grejo v napad, ko ne bi smeli iti, pa na silo neke hitre žoge. Ronaldo pa se mi tudi zdi kar izzet iz igre. Visoke žoge grejo nanj, sam pa tudi ne pomaga več toliko v igri, kot je morda včasih. Pa ne veš, ali je winger, ali je špica. Pa še posebej za Sarrija, ki je zelo značilen trener sistema, kjer je vse zelo, zelo jasno določeno, da imaš ti nekega igralca, kot je Ronaldo, ki pač ga moraš umestiti po tem, kako njemu paše v svoj sistem. Sarri je pa obratno. Sarri je en trener, kjer se morajo igralci se morajo prilagoditi sistemu. In tukaj je tudi, mislim, da med njima pač neko bistveno razhajanje v smislu tega, kaj nogomet je in kakšna je vloga nekega individualnega igralca znotraj sistema. Tako da se na nobenem nekem primeru ne zdi, da je pač ta zakon Juve Sarri nekako prava ideja, pa tudi kakor sem sledil, bral, poslušal, je bil itak razkol glede tega, ali Sarri a ne v vrhu kluba, ali Allegri a ne v vrhu kluba. Pojavile so se pred kratkim celo neke novice, da ne bi Allegri vrnil in tako naprej, tako da mogoče mu na tečajih angleščine ne gre najbolj. Ne, mogoče je dobil cvek. Torej, še zadnji par, jaz rečem Juventus, vseeno. Ja, tukaj se bo strinjala. Torej, vse sva predelala, Tine. Hvala znova za pametne besede. Hvala za pametne besede tudi tebi. In vsem vam naslišanje do prihodnjič. Lep pozdrav. Nasvidenje.